so tokrat polne drobnih pesmi, ki jih je nadrobila Bina Štampe-Žmavc. Pesničin navdih je narava v vsej svoji lepoti. Šopek vtisov o drobnih pesmih sta za nas nabrali Jara in Jasna. Po nočnem stopnišču se vzpenjajo sanje, stopaje lahno, da ne vedel bi zanje. Obute v bose stopinje tišine, s tisoči paži zveneče sanine. Drobne pesmi drobencljajo skozi različne podobe letnih časov, skozi zgodnja jutra in pozne popoldneve, vse do stopnišča sanj. To je tudi delček pesmi, ki sva ga z Jaro delili z vami. Jara, vem, da je težko, ampak katera pesem ti je bila pa mogoče najljubša v tej zbirki? Meni je bila zelo všeč pesem Osuti maki, ki govori o cvetnih lističih makov, posutih po belem prtu. In kar mi je bilo zelo všeč pri tej pesmi je, da je v bistvu ne postavlja nobenega okvirja in da si jo lahko predstavljaš zelo po svoje in da v njej lahko tako veliko razmišljaš. Meni je bilo všeč, da je v celotni zbirki veliko cvetlic in rož in veliko je tudi izmišljenih besed, ki so pravzaprav plod pesničine domišljije. A se spomniš kakšne take? Naprimer tanina, sanina, pomislica, vse cvet, tihota. V zbirki se pa tudi veliko pojavlja beseda gartroža, za katero sem mislila, da je prav tako izmišljena, sem pa potem po nekaj raziskovanja ugotovila, da je to v bistvu star izraz za vrtnico. Vse te besede in številne druge pa je upodobila v ilustracijah akademska slikarka Andreja Peklar in z njimi res dobimo še tak dodaten zalet pri domišljiji. Andrejo lepo pozdravljam v najini družbi in jo sprašujem naslednje. Andreja, zanima me, kako si se odločila, kaj narisati pri posamezni pesmi in hkrati si tako lepo ujela rdečo nit celotne zbirke. Ko sem prebirala pesmi, so se mi pravzaprav motivi, prizori nekako sami od sebe porajali pred očmi. Celoten proces je potekal zelo spontano, intuitivno, kot nekakšen val, kot nekakšen tok. In mogoče so se ravno zaradi tega te posamezne ilustracije lepo povezale s celotno atmosfero knjige. Hvala lepa, Andreja. Jara, se je tebi kakšna ilustracija še posebej vtisnila v spomin? Zelo mi je bila všeč tista pri obliki tišine ali pa pri snež rožah. Meni je bila pa zelo všeč tista pri stopnišču sanj in vam v studiu želim danes, da se po stopnišču znanja povzpnete čim višje. Hvala, Jasna. Danes se mi zdi, da se vzpenjamo kar z dvigalom. Vprašanje pa se glasi. Drobne pesmi so zbirka pesmi. Zakaj je pesem Osuti maki Jari najljubša? A. Pesem opisuje odpadanje rdečih makovih cvetov. B. Pesem meša rdečo barvo rož z belo barvo prta. C. Pesem dopušča bralcu svobodno razlago vsebine. Ali D. Pesem ima jasno določen motiv. Da ste dobro poslušali Jaro. Dvakrat odgovor C, pesem dopušča bralcu svobodno razlago vsebine. Ja, Jara pove, da je bila pesem všeč, ker ne postavlja nobenih meja. Pesem si tako lahko predstavlja po svoje in o njej veliko razmišlja. Pravilen je res odgovor C.